Odklenimo ta zakon o društvih, ki bo sicer malo dlje trajalo, vendar pa mislim, da kot člani društva, kateregakoli, ne samo Belis, je prav, da se sploh zavedamo, kaj društvo je, kako funkcionira, kako se ga naredi, kako se ga vzdržuje in kam sploh umestiti društvo v tej naši družbi. Jaz bom danes začel z ustavo in sicer ničkolikokrat smo že povedali, da ustava predvideva v bistvu dva sklopa družbe. In sicer A in B v samoupravi. Pod A spada lokalna samouprava, pod B spada pa druga samouprava. In če boste od člena 138 do člena 144 si vzeli čas v ustavi in jih prebrali, boste videli, da zajema uresničitev lokalne samouprave, občine, delovna področja samoupravnih lokalnih skupnosti, mestne občine, dohodki občine, pokrajine in pa nadzor državnih organov nad lokalnimi skupnostmi. In pri členu 144, zapomnite si, se nadzor države zaključi nad lokalno samoupravo A. Državni nadzor nad lokalno samoupravo izvršuje zakonitost dela organov, ki so plačani iz družbenih sredstev iz budžeta. V drugi samoupravi pod B bom pa prebral dva stavka. Državljani se lahko za uveljavljanje svojih interesov samoupravno združujejo. Državljanom se lahko zakonom prepusti samoupravno urejanje posameznih zadev iz državne pristojnosti. Državljanom se lahko z zakonom prepusti samoupravno upravljanje posameznih zadev iz državne pristojnosti. No, zdaj pa gremo. To je pa zakon o društvih. Zanimivo je, kako so z leti, s časom zakon o društvih predelali, tako da zdaj velikokrat srečate NVO, nevladne organizacije, potem pa druga društva, ki so pripeta k ministrstvom in so odvisna od računovodskih standardov, odvisna so od nadzorov države, zato ker prejemajo finance in jih je treba kontrolirati. In če ste opazili zadnji 2 leti in pol, nobeno od teh društev, ki prejema ali je prejemalo oziroma sredstva, ker veliko društev je zdaj v teh 2 letih tudi prenehalo delovati, se ni dvignilo v dobro ljudi kot društvo. Zakaj? Zato, ker bi ostali brez sredstev, brez denarja. Kakor pravijo, denar je sveta vladar. In to smo v teh COVID časih tudi močno občutili. Vsak, kdor je bil plačan, nam je krojil vsak dan življenja na vhodih, z ukrepi in tako naprej. Ljudje pa seveda poslušni, ker se bojijo za svojo plačico, za življenje in zdravje pa jim ni mar. Torej, da ne bom predolg, gremo kar k zakonu naprej in predlagam, da pogledamo ta pojasnila predlagatelja zakona o društvih. In sicer se bomo dotaknili 12 poglavij. To, kar vidite tukaj, bomo skušali natančno predelati splošne določbe, ustanovitev in upravljanje društva, častni člani, simpatizerji in društva, registracija društva, premoženje društva, finančno poslovanje, društvo v javnem interesu. Tukaj pri točki 6 vas opozarjam, da smo to imeli že v
predprejšnjem srečanju, kjer smo povedali, da so društva v javnem interesu, kjer so namenili tudi v zadnji spremembi zakonodaje tem društvom največ časa, prostora in celo posebno poglavje v zakonodaji. In zakonodaja o društvih se je tako spremenila, da zakon o društvih ni več zakon o društvih, ampak o tem, kako bi društva nadzirali. Tako da je praktično zelo težko, ko društvo ustvariš, ne samo funkcionirati, ker so plače nizke in se društva težko samo vzdržujejo. To je tudi razlog, zakaj so plače nizke, da ne bi samostojno se ljudje organizirali in delovali, ker samo v skupnosti imamo moč. Potem, kako društvo preneha, kakšne so evidence, kakšno je nadzorstvo, kakšne so kazenske določbe, predvsem društev v javnem interesu, tukaj so zmešali noter v zakonodaji kar precej stvari, potem pa še predhodne in končne določbe ter register društev v Republiki Sloveniji. Zdaj, v splošnih določbah, kot vidite, bo tukaj šlo po poglavjih in ne po členih, opis zakona o društvih, zato da jih boste razumeli. Splošne določbe zakona o društvih opredeljujejo pravzaprav pojem društva in načela, na katerih temelji ustanavljanje in delovanje društev. Zakon določa, katerih namenov in ciljev društvom ni dovoljeno uresničevati in ustanavljanje društev zanje ni dopustno. Opredeljen je pravni status društva in odgovornost društva za njegove obveznosti. Zakon vsebuje tudi določbe o neregistriranih društvih in obveznosti tistih, ki v pravnem prometu nastopajo v njihovem imenu. Določa tudi pravice, ki jih lahko ima neregistrirano društvo, če izpolnjuje določene pogoje. Se pravi, društvo je lahko, pa tudi ni nujno, da je registrirano in ima pravno osebo. Lahko deluje brez registracije. V splošnih določbah je opredeljena tudi smiselna uporaba določb zakona za zveze društev in pa tuja društva. Kako je, če tujec pride sem, kako je, če se dva društva povežeta, o vsem tem bomo še danes govorili. Zakon opredeljuje društvo kot samostojno in nepridobitno združenje. Tako pravi zakon. Zakaj nas tukaj držijo kot društvo, boste videli kasneje. To se pravi, kot društvo, ki ga skladno z zakonom ustanovijo ustanovitelji zaradi uresničevanja skupnih in ali splošnih interesov, zaradi narave z ustavo zagotovljene pravice do svobodnega združevanja, morajo biti društva samostojna pri svojem določanju namenov in ciljev ter načina delovanja. Zato zakon izrecno določa, da je društvo podčrtano in poudarjeno samostojno, le takrat, če si samo določi namen in cilje in način delovanja. In če odločitve o upravljanju društva neposredno ali posredno sprejemajo člani društva. Samo člani si postavljajo pravila na podlagi statuta. Čeprav smejo društva zagotavljati potrebna finančna sredstva za svoje delovanje, tudi z neposrednim opravljanjem pridobitvene dejavnosti, pa morajo biti po svoji naravi nepridobitna. Le društvo, ki presežke prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov trajno namenja za uresničevanje svojega nepridobitnega namena in ciljev in jih ne deli med člane, je namreč mogoče priznati tak značaj samostojnosti. Zakon določa tudi druga načela delovanja društev. Tako je izrecno določeno, da je združevanje v društva prostovoljno. Torej vsak se prostovoljno odloča, se bo vpisal, se bo izpisal, bo sodeloval in tako naprej, kar pomeni, da nikogar ni mogoče prisiliti v združevanje z drugimi. Niti ni mogoče predvideti kakršnegakoli avtomatičnega združevanja na podlagi nekih določenih lastnosti posameznikov. Torej, člani društva so med seboj vedno in povsod enakopravni, kar pomeni, da enakopravno, neposredno ali posredno odločajo o vseh vprašanjih delovanja društva.
ter volijo in so lahko izvoljeni v organe društva. Navedeno načelo je upoštevano tudi pri vstopanju v članstvo društva, saj lahko postane član društva vsak pod pogoji, ki jih društvo določi v svojem temeljnem aktu. Z načelom javnosti delovanja društva pa je zagotovljena bistvena sestavina delovanja društev, tako glede njihovih notranjih razmer, se pravi redno in točno obveščanje članov o delovanju, kakor tudi glede delovanja društva kot dela civilne družbe. Javnost delovanja se zagotavlja tudi tako, da so podatki vpisani v register društev javni, kar omogoča vpogled v register vsakomur, ki to želi. Navedena temeljna načela pravzaprav niso novost, saj so bila opredeljena že v prejšnjem starem zakonu, le da so v novejšem zakonu določena bolj transparentno. Ustanavljanje društev pa je povsem svobodno. Ustavna pravica do svobodnega združevanja je ena temeljnih, klasičnih političnih pravic, kamor sodijo tudi pravica do mirnega zbiranja, svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja. Omejitve teh pravic se lahko predpišejo le z zakonom v obsegu, kot ga dopušča ustava. Za razliko od starejšega zakona, ki prepoveduje ustanavljanje društev za izključno opravljanje pridobitne dejavnosti, predvideva pa prenehanje društev po samem zakonu, če to svojim delovanjem grobo krši temeljne vrednote, določene v ustavi in zakonih. Je ta posodobljen novejši zakon v splošnih določbah že na začetku prepoveduje ustanavljanje društev, katerih namen, cilji ali dejavnost kršijo temeljne ustavne ureditve, so v nasprotju s kazensko zakonodajo oziroma kršijo temeljne človekove pravice in svoboščine. To pomeni, da društva sploh ni mogoče ustanoviti, če so v nasprotju z ustavno ureditvijo, kazensko zakonodajo ali če kršijo, sploh ni mogoče ustanoviti društva. Glede na nepridobitno naravo društev in dejstvo, da pravni red v Republiki Sloveniji omogoča ustanavljanje različnih pravnih subjektov za opravljanje pridobitne dejavnosti, zakon prepoveduje ustanavljanje društev za uresničevanje izključno takšnega namena. Torej, za pridobitno dejavnost si lahko človek uredi SP, DO, KD in tako naprej, firmo, društvo pa ima izključno namen nepridobitnost zaradi uresničevanja ciljev. Temeljni akti in pravila društva je najvišji akt, to je statut, alfa in omega društva. V hierarhiji splošnih aktov društva, s katerimi društvo opredeli vsebino in način svojega delovanja, to je statut. Že prejšnji, tako kot sedanji zakon o društvih določa, katera temeljna vprašanja delovanja društva mora društvo v njem urediti. Torej, statut sprejemajo člani društva in si z njim sami določijo pravice in obveznosti in s tem okvir svojega delovanja. Temeljni akt društva mora biti v skladu z zakonom o društvih, glede na dejavnost društva pa mora biti temeljni akt tudi v skladu s pravnimi normami, ki urejajo posamezna področja, na katerih delujejo društva, oziroma ob upoštevanju načela enakosti pred zakonom s pravnim redom v celoti. Društvo je subjekt civilnega prava. Društvo ima pravno osebnost in s tem sposobnost, da samostojno in veljavno vstopa v pravna razmerja, pridobiva pravice in prevzema obveznosti. To pa pridobi z vpisom v register društev. Glede na to, da pravne osebe opravljajo vsa dejanja v pravnem prometu po svojem zakonitem zastopniku, je v zakonu izrecno določeno, da društvo neomejeno zastopa oseba, določena s temeljnim aktom društva. Torej, to je zastopnik ali predsednik društva. Zaradi prostovoljne narave društev
in pestrosti pravnih razmerij, v katera vstopajo društva, pa lahko društvo s temeljnim aktom za zastopanje določi tudi druge osebe. Izhajajoč iz temeljnega načela popolne odgovornosti v civilnem pravu, zakon določa, da društvo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. To je podobno kot pri SPDO in tako naprej. Ker pa člani društva izkoristijo društvo kot pravno osebo tudi za doseganje določenih koristi v škodo upnikov, je predlagatelj zaradi varstva pravnega prometa in pravic upnikov določil tudi izjemo od tega pravila, torej to je spregled pravne osebnosti. To je v primeru društev, ki delujejo v javnem interesu. Vendar je takšna izjema dopustna le v primeru naklepnega ravnanja. Ker se z ustavo zajamčene pravice in temeljne svoboščine uresničujejo neposredno na podlagi ustave, se lahko na območju Republike Slovenije ustanavljajo in delujejo tudi neregistrirana društva, ki ne želijo dobiti pravne osebnosti in s tem postati nosilec pravic in obveznosti, ki veljajo za registrirana društva. Seveda ob predpostavki, da se takšni pravni subjekti ustanavljajo na podlagi ustave in da je njihovo delovanje načeloma svobodno. Sedanji zakon nima določb o neregistriranih društvih, so pa dovoljena. Glede na to, da je iz pravnih aktov Evropske komisije in Sveta Evrope s področja ustanavljanja in delovanja nevladnih organizacij razvidno, da članice obeh institucij med nevladne organizacije štejejo tudi neregistrirana društva in da zakonodaje nekaterih evropskih držav delno urejajo svoj položaj, vsebuje zakon posamezne določbe o neregistriranih društvih. Tako je v zakonu določeno, da neregistrirano društvo nima pravne osebnosti. Za prevzete obveznosti takšnega društva odgovarjajo solidarno z društvom tisti, ki v pravnem prometu nastopajo v njegovem imenu ali za njegovo ime. Vendar pa zakon meni, da je tudi neregistriranemu društvu, ki izpolnjuje določene pogoje, potrebno priznati omejeno pravno sposobnost. Tudi med neregistriranimi društvi obstajajo razlike glede trajnosti namena delovanja in notranje organiziranosti. Zato je tistim, ki ustanavljajo za uresničevanje skupnih in splošnih interesov, ki so samostojna in nepridobitna in imajo s temeljnim aktom urejeno svoje delovanje, ter določenega zastopnika za varovanje njihovih pravic in lažje izpolnjevanje njihovih obveznosti, zakonodajalec priznal položaj stranke v postopku. Sicer pa se vsa pravna razmerja, v katera vstopajo neregistrirana društva, presojajo po predpisih, ki urejajo družbeno pogodbo. Kaj to pomeni? To pomeni, da če je društvo, ki ni registrirano in pride do kakršnega koli spora oziroma pravnih nesporazumov, se urejajo podobno kakor za podjetja, torej na sodiščih. Tukaj sem navedel primer družbene pogodbe in pa tudi pravilnik, ki je označen, ki si ga lahko na spletu tudi pogledate. Zaradi specifičnosti ustanavljanja, registracije in delovanja zvez društev in registracije in delovanja tujih društev v Republiki Sloveniji v posameznih primerih določb zakona ni mogoče dosledno uporabiti, zato je za te pravne subjekte v zakonu določena smiselna uporaba zakona. Toliko o splošnih načelih v društvih, zdaj gremo pa na drugo točko, ustanovitev in upravljanje društva. Kako se društvo sploh ustanovi? Evo, društvo po zakonu v društvih lahko ustanavljajo le poslovno sposobne fizične in pravne osebe. Zakonodajalec je v tem celoti vzpostavil enake pogoje uveljavljanja pravice za združevanja in odpravil omejitve, ki so bile prej v starem zakonu za državljane držav članic Evropske unije, kot tudi za druge tujce in tuje pravne osebe. Zato je pri ustanavljanju društva popolnoma izenačil pravne in fizične osebe
in odpravil omejitve za tujce, torej izenačil tudi položaj tujcev pri ustanavljanju društev, vendar tujcev, ki imajo položaj državljanov. Ustanovitelji na ustanovnem zboru, se pravi, najprej sprejmejo sklep, za tiste, ki ustanavljate društvo, sprejmete sklep o ustanovitvi in sprejmete temeljni akt društva in v nadaljevanju se izvolijo zastopnik društva in ostali člani. Društvo torej nastane na temelju sporazuma ustanoviteljev, se pravi, spet je v igri pogodba, torej to je neke vrste pogodba, dogovor, ki ga je treba potem se držati. Ta sporazum zajema tudi določitev namena in ciljev združevanja in način delovanja društva, kar je potrebno opredeliti v temeljnem aktu. To je statut. Temeljni akt vzpostavlja, pazite, notranje pravo v društvu. Torej statut je alfa in omega, in potem se ta statut hrani v zbirki listin registra društev, je tudi javen, dostopen in zaradi načela zaupanja v registrske podatke, tudi dokazuje veljavno notranjo ureditev, zato mora vsebovati določbe, iz katerih je mogoče ugotoviti osnovna pravila delovanja društva. Zakon dopušča možnost, da društvo v njem uredi tudi druga vprašanja, ki so pomembna za upravljanje društva in to povsem samostojno, v skladu z lastnimi potrebami, na primer glede na cilje in na število članov. Ker Republika Slovenija nima civilnega zakonika, je zakonodajalec v zakon vnesel poleg upravno-pravnih določb tudi nekatere civilno-pravne določbe. Civilno-pravne določbe se nanašajo na varstvo imena društva, odgovornost in zastopanje in na medsebojna razmerja v društvu. Zakonodajalec določbe o imenu društva dopolnjuje z varstvom imena lokalne skupnosti ter z izrecno določitvijo, da mora društvo v imenu uporabiti besedo društvo, združenje ali klub, če poseben zakon ne določa kaj drugega, kot na primer o sladkovodnem ribištvu, ki izkazuje njegovo pravno organizacijsko obliko. Izkazovanje pravne osebnosti je v zakonu doseženo s tem, da mora društvo, ki ima status pravne osebe, na vseh pisanjih, ki jih pošilja določenim naslovnikom, navesti številko vpisa v register društev ter organ, pri katerem je registrirano v register vpisano. Takšna zahteva velja tudi za nekatere druge pravne osebe, za gospodarske družbe, pravi na dopisih so pač vsi podatki, da se zna ločiti pravno osebo. Za društva pa je smiselna, saj tudi neregistrirana društva lahko nastopajo povsem zakonito. Omenjeno je potrebno zaradi razlikovanja med neregistriranimi in registriranimi društvi, kar pripomore k večji pravni varnosti tretjih oseb, ki v pravnem prometu vstopajo z društvi v različna pravna razmerja. Člani društva so lahko pravne osebe, ki jih v društvu zastopa ena ali več pooblaščena oseba. Z določbo, da je članstvo v društvu je lahko le osebno, je zakonodajalec posebej poudaril osebnostni moment povezovanja, ki zahteva neprenosljivost članstva. Torej, članstvo v društvih ni prenosljivo. Pri vprašanjih upravljanja društva zakon dosledno upošteva načelo samostojnosti društva in v tem smislu tudi določa, da člani sodelujejo pri upravljanju društva posredno ali neposredno po izvoljenih organih oziroma po zastopniku društva na način, ki ga sami določijo v temeljnem aktu oziroma statutu. To je, kar se tiče točke 2. Seveda, ko društvo nastane, se razvija, deluje, je potem zakonodajalec upošteval tudi tiste, ki se pač ne želijo včlaniti, postanejo simpatizerji društva, iz takih ali drugačnih razlogov se pač ne želijo včlaniti, ali pa se lahko posameznim ljudem dodeli častno članstvo društva. In tudi o tem teče beseda. Določbo o častnih članih in simpatizerjih društva zakon določa tako.
da ta kategorija članov nima pravice odločanja, ne morejo biti izvoljeni v organe društva oziroma za zastopnika društva. Določa pa, da društvo v temeljnem aktu ali s posebnim aktom določi način sodelovanja teh članov pri upravljanju ter njihove posebne pravice in dolžnosti, kakor tudi pravice in dolžnosti mladoletnih oseb do dopolnjenega 15. leta starosti. V zakonu je tudi posebej določeno, da društvo lahko zastopa le poslovno sposobna fizična oseba, saj društvo kot pravna oseba civilnega prava, ki vstopa v pravnem prometu v različna pravna razmerja z drugimi pravnimi subjekti, le po takem zastopniku lahko sklepa veljavne posle, če jih in kadar jih sklepa. Svoboda združevanja vsebuje prosto odločanje o organizaciji, izražanju volje in vodenju posla društev, kajti le tako se lahko uresniči načelo svobodnega druženja. Vendar pa relativna trajnost povezovanja članstva zahteva tudi določeno organizacijo. Zaradi te zahteve zakon določa tisto najmanjšo mero ureditve upravljanja v društvu, ki zagotavlja tudi minimalne pogoje delovanja. Ob upoštevanju načela enakopravnosti članstva. Zakon namreč predpisuje obveznost sprejemanja najpomembnejših odločitev na zboru članov ter zahteva, da ima društvo zastopnika. Ostale določbe o upravljanju pa veljajo le v primeru, če društvo v temeljnem aktu samo ne opredeli načina upravljanja. Zakon določa tudi določbe o pravici članstva društva, da v roku 1 leta od sprejetja odločitve organov društva, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom, temeljnim ali splošnim aktom društva, te odločitve izpodbijajo pred sodiščem, vendar le pod pogojem, da član najprej izkoristi pravno sredstvo, ki ga ima na voljo v okviru društva. S tem zakon jasno opredeljuje notranja razmerja v društvu kot civilno-pravna razmerja. Določbe o statusnem preoblikovanju društev, v tem smislu spojitev ali pripojitev več društev, zakon prepušča društvu, saj mora vse pomembne odločitve sprejemati v zboru članov. Za ustanovitev zveze pa zakon določa, da jo lahko ustanovita najmanj 2 društvi. Odločitev o ustanovitvi zveze društev morajo sprejeti člani na zborih članov, ki zvezo ustanavljajo. S tem je odpravljena nujna pogodba o ustanovitvi zveze društev, kar je v preteklosti predstavljalo izjemno težavo. Smo pri točki 4 in govorimo o registraciji društva. Zakon o društvih določa, da je za registracijo društev pristojna upravna enota na območju, katere je sedež društva, o pritožbah pa odloča ministrstvo pristojno za upravo. Zahtevi za registracijo mora društvo priložiti zapisnik ustanovnega zbora, odločitev zbora občanov, da se društvo registrira, 2 izvoda temeljnega akta, se pravi statuta, seznam s podatki ustanoviteljev in njihovimi lastnoročnimi podpisi, dokazilo o pridobitvi pravne osebnosti za pravne osebe, ustanoviteljice društva, naslov sedeža društva ter osebno ime, datum rojstva ter naslov stalnega prebivališča izvoljenega zastopnika društva. Za nesporno ugotovitev prave volje in identitete ustanoviteljev zakon določa le obveznost lastnoročnega podpisa vsakega ustanovitelja brez obveznosti overitve podpisa ter dokazilo o pridobitvi pravne osebnosti za pravne osebe. Ustanovni zbor ali zbor članov mora tudi sprejeti odločitev, da se društvo registrira ter takšno odločitev priložiti registrskemu organu. S tem aktom je nedvomno razvidna želja ustanoviteljev, da društvo pridobi pravno osebnost. Registracija društva glede na določbo 42. člena
Ustave namreč ni obvezna. Ponavljam, registracija društva glede na določbo 42. člena Ustave namreč ni obvezna. Kaj pa pravi 42. člen Ustave? Pravica do zbiranja in združevanja. Zagotovljena je pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj. Vsakdo ima pravico, da se svobodno združuje z drugimi. Zakonske omejitve teh pravic so dopustne, če to zahteva varnost države ali javna varnost ter varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni. Poklicni pripadniki obrambnih sil in policije ne smejo biti člani političnih strank. Lahko pa so seveda člani društev, ki se pa ne smejo politično angažirati. Ob tem bi se za hip ustavil, ker mi je prišlo na misel, tukaj, ko sem prebral zakonske omejitve pravic zbiranja in združevanja, so dopustne, če to zahteva varnost države ali javna varnost ter varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni, takrat to zadevo omejujejo. Kaj so nam delali zadnje 2 leti? Mislim, da je v Ustavi 16. člen povsem jasen, samo da ga najdem. Torej, po 16. členu Ustave nismo kaj dosti slišali, tudi si ga niste verjetno ozavestili. Zato v tem prispevku odklenimo Zakon o društvih, pojasnila zakonodajalca, dodajam ne samo določbo 42. člena Ustave, da registracija društva ni obvezna, ampak tudi 16. člen Ustave, ki govori, evo sem ga našel, začasna razveljavitev in omejitev pravic. S to ustavo določene človekove pravice in temeljne svoboščine je izjemoma dopustno začasno razveljaviti ali omejiti v vojnem in izrednem stanju. Polepika, pazite. V vojnem in izrednem stanju. Meni ni jasno, niti da bi bilo razglašeno vojno stanje pri nas, niti ni bilo razglašeno izredno stanje. Človekove pravice in temeljne svoboščine se smejo razveljaviti ali omejiti le za čas trajanja vojnega ali izrednega stanja, vendar v obsegu, ki ga tako stanje zahteva in tako, da sprejeti ukrepi ne povzročajo neenakosti, ki bi temeljila le na rasi, narodni pripadnosti, spolu, jeziku, veri, političnem ali drugem prepričanju, gmotnem stanju, rojstvu, izobrazbi, družbenem položaju ali katerikoli drugi osebni okoliščini. Zdaj pa ključna zadeva v tem členu. Določba prejšnjega odstavka ne dopušča, dovolite, da ponovim, ne v vojnem, ne v izrednem stanju, ne dopušča nobenega začasnega razveljavljanja ali omejevanja pravic, določenih v 17., 18., 21., 27., 28., 29. in 41. členu Ustave. Predlagam, da če imate doma Ustavo, če je nimate, si jo poiščite na spletu ali pa jo naročite pri nas v društvu, vam jo bomo z veseljem poslali izvod, natisnjen izvod, da si te člene, skozi katere se ne dopušča nobenega začasnega, nikakršnega razveljavljanja ali omejevanja pravic določenih v teh členih, ki sem jih naštel. Torej, preberite si 16. člen in vse te člene, ki so tukaj navedeni, da vam bo jasno, kako so nam bile kršene pravice zadnji 2 leti. Zdaj si pa poglejmo naprej neregistrirano društvo, kako deluje in kako se registrira zveza društev. Se pravi, neregistrirano društvo lahko deluje, zakon pa v uvodnih določbah opredeljuje njegov pravni položaj, torej govorimo o zakonu o društvih. Registracijo zastopnika društva določa zakon,
po katerem je pristojnemu organu potrebno posredovati poleg osebnega imena tudi druge osebne podatke. Datum rojstva, državljanstvo ter naslov stalnega prebivališča zastopnika, kar zagotavlja večjo uporabnost registrskih podatkov in boljše varstvo pravic tretjih oseb. Za registracijo zveze društev je poleg prej navedenih prilog vlogi potrebno priložiti le še zapisnike zborov, članov vseh društev, ustanoviteljic zveze, ne pa tudi posebne pogodbe o ustanovitvi. O zahtevi registracije je pristojni organ dolžan odločiti v 30 dneh od njenega prejema, kar pomeni, da je v navedenem roku dolžan izdati odločbo o vpisu društva v register. V primerih, ko temeljni akt ni v skladu z določbami zakona, pa ga društvo v roku ne uskladi, mora pristojni organ odločiti o vsebini zahtevka. Nadaljnja sprememba se nanaša na primer, ko je odločitev pristojnega organa v registraciji odvisna od rešitve predhodnega vprašanja. Ker v postopkih registracije pogosto se pojavljajo primeri, da nastopata dva vlagatelja z različnimi zahtevki, katerih interesi so lahko nasprotni, mora v tem primeru registrski organ postopek registracije prekiniti in napotiti oba udeleženca postopka, da v določenem roku nasprotujoči udeleženec oziroma konflikt, ki nastane, se začne pravdni oziroma drug postopek za odločitev o predhodnem vprašanju. Zakon vsebuje tudi določbo, da pritožba zoper odločbo, ko je enkrat odločeno o registraciji, ne bo zadržala vpisa v register društev. Za izdajo odločbe je namreč odločba že tudi izvršena. Če društvo spremeni temeljni akt ali spremeni zastopnika ali naslov, sedež društva, mora vložiti zahtevo za nastalo spremembo v 30 dneh od nastale spremembe. Zahtevi pa mora priložiti zapisnik seje organa, na kateri so bile te spremembe sprejete. Če je bil spremenjen temeljni akt, bo lahko društvo vlogi priložilo zgolj 2 izvoda sprememb temeljnega akta ali pa njegovo prečiščeno besedilo. Zakon določa novo registracijo spremembe naslova sedeža društva. Naslov sedeža društva pa ni tudi nujna sestavina temeljnega akta. Zato spremembo lahko uredi za to pooblaščeni organ društva. Tudi društvo, ki je nastalo s spojitvijo oziroma pripojitvijo, mora zahtevo za registracijo podati v roku 30 dni po sprejetih statusnih spremembah. Zakon določa, da je potrebno vlogi za registracijo društva, ki je nastala s spojitvijo 2 ali več društev, priložiti sklepe zborov, članov vseh društev z odločitvijo o spojitvi in zapisnik ustanovnega zbora društev, ki je nastalo s spojitvijo, iz katerega je razvidno, da je novo nastalo društvo sprejelo nov temeljni akt in izvolilo zastopnika društva. Vlogi za registracijo pripojitve društva pa je potrebno priložiti sklepe zborov članov vseh društev z odločitvijo o pripojitvi. Društvo, ki je zaradi spojitve ali pripojitve prenehalo, se iz registra društev izbriše na podlagi odločbe o registraciji novega društva oziroma odločbe o registraciji pripojitve društva. Dobro je vedeti, da se za registracijo sprememb in za registracijo statusnega preoblikovanja društva uporabljajo tudi določbe 19. in 20. člena Zakona o društvih. To se pravi, v nasprotju s prejšnjim zakonom, novejši zakon ukinja evidentiranje mednarodnih društev in zvez mednarodnih društev ter uvaja registracijo tujih društev. Tako se bo društvu, ki je po tujem pravu pridobilo status pravne osebe, v Republiki Sloveniji ta status priznal z dnem vpisa v register tujih društev. Za delovanje tudi v nobenem primeru ni več potrebno dovoljenje vlade, kot je to bilo potrebno včasih. Takšna rešitev na eni strani zagotavlja neovirano delovanje tujih društev pri nas, po drugi strani pa zagotavlja njihovo evidenco.
Tuja društva in zveze v Republiki Sloveniji seveda lahko delujejo le ob pogoju, da njihov namen, cilji in dejavnost ni v nasprotju s tem zakonom in z našim pravnim redom. Sedaj smo pri 5. točki, ki govori o premoženju društva in o finančnem poslovanju društva. Društva kot pravne osebe zasebnega prava so lahko lastniki premoženja, ki jim je potrebno za doseganje namena ciljev in opravljanje njihove dejavnosti. Društva imajo lahko v lasti nepremičnine kot tudi premične stvari, denarna sredstva in so lahko tudi nosilci materialnih pravic. Zakon društvom ne postavlja nobenih omejitev glede obsega premoženja, kakor tudi ne glede možnih virov, iz katerih pridobivajo sredstva. Pač pa zakon do neke mere omejuje razpolaganje s premoženjem. Tako društvo ne sme deliti premoženja članom. Presežke prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti pa mora uporabiti za uresničevanje namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v temeljnem aktu. Določene omejitve so opredeljene tudi v poglavju o prenehanju društva, saj društvo ob prenehanju ne more povsem prosto razpolagati s preostalim premoženjem, prav tako društvu ne more biti edini vir sredstev pridobitna dejavnost. Omejitve zagotavljajo ohranitev nepridobitnega značaja društva ter vezanost društva svojemu nepridobitvenemu namenu in ciljem oziroma dejavnosti, ki je potrebna za doseganje tega namena in ciljev. Zakon določa, da mora poročilo o poslovanju društva sprejeti najvišji organ društva. Zakon s tem daje večji pomen notranjemu nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem in finančno-materialnim poslovanjem društva, zato določa, da je poročilo o poslovanju veljavno sprejeto le, če je opredeljeno v temeljnem aktu društva, torej v statutu. Zakon sicer ne predvideva sankcije za nespoštovanje te določbe, lahko pa vsak član pred organi društva izpodbija veljavnost sprejema poročila, kar je po mnenju predlagatelja oziroma zakonodajalca zadostna garancija, da se bo določba zakona znotraj društva spoštovala. Zdaj smo pa pri naslednjem poglavju, in sicer bomo govorili o društvu v javnem interesu. To so društva, ki se napajajo iz družbenih sredstev in delujejo kot nevladne organizacije za državo. Toliko bomo tukaj tudi o teh društvih spregovorili. Naše društvo za srečno življenje Belis ne spada v društvo v javnem interesu, vendar kljub temu dajmo nekaj o tem tudi spregovoriti. Zakon o društvih, katerih dejavnost presega interese članov in je splošno koristna, ohranja možnost pridobitve statusa društva, ki deluje v javnem interesu in se tudi imenuje društvo v javnem interesu in jo nadgrajuje, zato ureditvi tega vprašanja zakon o društvih namenja celo poglavje. Prejšnji zakon o društvih, stari zakon, v 3. členu določa, da je status lahko podelil le v skladu s posebnimi predpisi ter v 38. členu določal, da je za podeljevanje statusa pristojen minister, ki vodi upravni organ, pristojen za področje, na katerem društvo deluje. To se pravi, če je bilo društvo v športu, če je bilo društvo na katerem koli zdravstvenem področju, kakorkoli se pravi, je pristojen minister takemu društvu priznal društvo v javnem interesu, danes se temu reče nevladna organizacija. Veljavni zakon pa status društva v javnem interesu ureja zdaj celoviteje, saj določa tako splošne pogoje za njegovo pridobitev, vsebino vloge, ki jo poda društvo, pristojnost za podeljevanje in odvzem in nekatere določbe postopka pridobitve statusa s posebnimi predpisi ali na podlagi posebnih predpisov ter nekatere splošne posledice pridobljenega statusa.
Zakon o društvih, se pravi, predvideva poenotenje splošnih pogojev, ki jih mora izpolnjevati društvo za pridobitev statusa. Tako za vsa društva, ki se potegujejo za status javnega interesa, ne glede na področje delovanja, zahteva 2 leti delovanja pred uveljavljanjem statusa ter likvidnost društva. Odpravlja pogoj, da mora društvo pred ustanavljanjem statusa biti imetnik priznan na državni ali mednarodni ravni, ali da mora dati pomemben prispevek k promociji Slovenije oziroma da mora že imeti podpisano pogodbo s pristojnim ministrstvom za uresničevanje dejavnosti javnega pomena, kar so pa bili prej strogi oziroma pretirani nepotrebni pogoji, so jih pa postavljali posamezni področni zakoni oziroma celo na podlagi 38. člena prejšnjega zakona o društvih sprejeti podzakonski akti. Ti pogoji so nadomeščeni s pogojem, da društvo lahko izkaže le pomembnejše dosežke svojega delovanja. Se pravi, so to zadevo zelo poenostavili v novem zakonu. S posebnimi predpisi pa je v zakonu določeno podrobneje področja delovanja oziroma dejavnosti, ki so v javnem interesu. Javni interes se uresničuje preko davkoplačevalskih sredstev. Splošni zakon namreč ne more opredeliti splošno koristnega značaja posameznih področij delovanja, kjer delujejo društva oziroma vseh njihovih dejavnosti, ki imajo takšen značaj. Zato posebni predpisi upoštevajo, da s predpisovanjem ekstremnih ali posebnih pogojem društev ni mogoče neupravičeno postavljati v neenakopraven položaj, kot je bilo to urejeno v prejšnjem starem zakonu. Najpomembnejša sprememba se nanaša na trajanje podeljenega statusa. Po prejšnjih ureditvah tega vprašanja v posebnih predpisih so se statusi podeljevali za dobo 4 oziroma 5 let z možnostjo podaljšanja oziroma tudi odvzema ali pa za neomejen čas zgolj z možnostjo odvzema. Aktualen, veljaven zakon pa prinaša trajen status, ki pa ga je mogoče iz razlogov, ki jih določa zakon, tudi odvzeti. Takšna rešitev je najprimernejša, saj zakon nad društvi, ki pridobijo ta status, vzpostavlja določen nadzor, obveznost obveščevanja o vseh pomembnih statusnih spremembah, poročanje o delu in materialno-finančnem poslovanju ter o bodočih programih dela, kar omogoča stalno preverjanje, ali društvo še izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa. Smo pri 7. točki, ki pa govori o prenehanju društva. Kdaj društvo preneha? Zakon predvideva več možnih načinov prenehanja registriranega društva. Društvo preneha po volji članov, spojitvijo z drugim društvom ali pripojitvijo k drugemu društvu ali na podlagi sodne odločbe. Pravica do združevanja, poleg pravice do ustanavljanja društev, včlanitve in delovanja v društvih ter izstopa iz društva vsebujejo tudi pravico, da člani društvo prostovoljno razpustijo. Odločitev o prenehanju društva mora sprejeti zbor članov kot najvišji organ. Zakon določa tudi možne naslednike premoženja društva, ki je prenehalo, na vse nepridobitne pravne osebe, se pravi na drugo društvo, na drug zavod, ustanovo in tako naprej, s podobnimi cilji. Naslednik premoženja pa po predlogu ne more biti politična stranka, s čimer je predlagatelj zakona takrat in tudi danes velja preprečil možnost zlorab društva v javnem interesu kot pravno-organizacijske oblike za prikrito delovanje, predvsem pa nezakonito financiranje političnih strank. Naslednik premoženja bo moral biti v temeljnem aktu določen ali pa vsaj določljiv, v nasprotnem primeru se bo premoženje preneslo na lokalno skupnost. Smo pri točki 8 in sicer evidence društev. Zanimivo, kako država vse to ureja.
Zakon ureja vprašanja v zvezi z vodenjem evidenc o društvih, ki se vzpostavljajo na podlagi posebnega poglavja Zakona o društvih. Poglavje vsebuje določbe o javnosti podatkov o društvih oziroma o varstvu osebnih podatkov posameznikov, ki se vodijo v evidencah, podrobneje pa opredeljuje tudi načelo zaupanja v registrske podatke. Zakon na območju Slovenije določa register domačih in tujih društev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za upravo. Zaradi poenotenja evidenc o društvih v javnem interesu zakon določa tudi vsebino evidence. V skladu z načelom javnosti delovanja društva zakon določa, da so podatki vpisani v register društev, register tujih društev in evidenco društev v javnem interesu javni. Ob upoštevanju določb zakona o varstvu osebnih podatkov je zakon določil, kateri osebni podatki se obdelujejo v registru društev v javnem interesu, kateri v registru tujih društev. Za obdelovanje podatkov v smislu navedenega zakona se šteje zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo oziroma sporočanje osebnih podatkov. Poleg osebnih podatkov, ki jih registrski organ zbira na podlagi zakona, le-ta določa, da se za zastopnika društva zbirajo še podatki o datumu rojstva, državljanstvu ter naslovu njegovega stalnega prebivališča in v primeru, da je eden izmed ustanoviteljev društva pravna oseba, še podatki o osebnem imenu njenega zastopnika. V registru tujih društev določa obdelovanje podatkov o osebnem imenu, datumu rojstva, državljanstvu in naslovu stalnega oziroma začasnega prebivališča zastopnika tujega društva v Republiki Sloveniji in osebno ime zastopnika tujega društva. Zbiranje navedenih osebnih podatkov je potrebno zaradi varstva pravnega prometa, saj je zgolj podatek o osebnem imenu za pravno določitev zastopnika, razen v izjemnih primerih, ne zadošča za njegovo identifikacijo. Glede na to, da v pravnem prometu pravno osebno zastopa njen zastopnik, mora registrski organ v postopku registracije razpolagati tudi s tem podatkom. Osebni podatki o ustanoviteljih se hranijo v zbirki listin in jih je mogoče pridobiti le v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Zakon dalje določa, da se registrska knjiga registra društev vodi tudi kot centralna informatizirana baza registra društev Republike Slovenije, ki jo poleg pristojnega organa vodi tudi ministrstvo pristojno za upravo. Minister pristojen za upravo pa lahko določi, da se knjiga registra tujih društev lahko vodi kot informatizirana baza registra tujih društev. Zaradi zagotavljanja varnosti pravnega prometa in ob upoštevanju načel registrskega prava je v zakonu izrecno določeno. To je pa zelo pomembno. Škodljive posledice ne morejo zadeti tistega, ki je zaupal v točnost podatkov vpisanih v register društev ali register tujih društev, nepoznavanje registrskih podatkov pa ni opravičljiv razlog, razen če zakon ne določa drugače. Takšna zakonska ureditev posredno sili prvič društva k doslednemu sporočanju sprememb podatkov, ki se vpisujejo v evidence. Upravne enote in pristojna ministrstva pa prisili k ažurnemu vodenju teh evidenc. Torej, iz povedanega sledi, da bo posledice nosila pravna oseba društva, ukolikor ne sporoči spremembe pristojni upravi, ali pa bo posledice nosil urad oziroma uradna oseba zaposlena na uradu, ki je dolžna v 30 dneh po vložitvi spremembe odločbo izdati in s tem zagotoviti nemoteno in neškodno delovanje društva v pravnem prometu. Smo pri 9. točki, 9. poglavju nadzorstvo. Kako je z nadzorstvom nad društvi? Prej smo pogledali v ustavi, a ne?
Se pravi, če se društvo financira samo, se nadzor državnih organov konča v 144. členu, če pa je društvo v javnem interesu in dobiva denar od države, je pa pod nadzorom. Kako ta nadzor izgleda, si poglejmo. Zakon je z opredelitvijo pojma nepridobitnosti, opredelitvijo možnosti, da društvo lahko ustanovijo pravne osebe in so lahko tudi njegovi člani, da društva v javnem interesu opravljajo tudi pridobitno dejavnost, moral določiti tudi instrumente nadzora nad izpolnjevanjem pogojev, ki jih zakon določa. Zakon izvajanja nadzora nad društvi v javnem interesu določa na način, da inšpekcijski organi in drugi državni organi ter nosilci javnih pooblastil ugotavljajo kršitve določb tega zakona v mejah svojih pooblastil, določenih s posebnimi predpisi, ter tudi predlagajo uvedbo postopka o prekršku. Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo v javnem interesu prejme za izvajanje svoje dejavnosti, zakon določa, da ga opravlja Računsko sodišče. V zvezi s tem smo pri 10. poglavju, ki določa kazenske določbe. Zakon o društvih, o poglavju, ki smo ga sedaj obravnavali, seveda je še več tega, ampak ker mi nismo društvo v javnem interesu, se nas to toliko ne tiče, vendar zakon o društvih določa prekrške in jih razdeli v dve skupini glede na težo kršitve. Poleg odgovornosti društva v javnem interesu oziroma nevladne organizacije za storjene prekrške predvideva tudi sankcije za odgovorne osebe društva v javnem interesu. Smo pri 11. točki, pri prehodnih in končnih določbah. Pravilnik določa posebno evidenco društev v javnem interesu, ki bo enotna za vsa ministrstva. Društva, ki jim je bil dodeljen status, dodaten status pravne osebe ali poseben status v javnem interesu priznan po veljavnih predpisih, se po uradni dolžnosti vpišejo v register oziroma v evidenco. In poglejmo na koncu še zadnjo točko, to je 12. točka, register društev v Republiki Sloveniji. Jaz sem pogledal v ta register in je zanimiv. Takrat, ko sem to predstavitev predstavljal, to je bilo 25.3.2022, je v iskalniku društev, podružnic in tujih društev, ki delujejo v javnem interesu ter prejemajo sredstva države ali lokalnih skupnosti za upravljanje pomembnih stvari v družbi, vpisanih 23.606 društev v javnem interesu. Centralni register društev je namenjen vpisu in javni objavi podatkov o pravno pomembnih dejstvih o društvih. Zagotavlja podatke o društvih in njihovih zastopnikih, ki so pomembni za pravni promet v Republiki Sloveniji. Torej, to je bil kratek pregled in na koncu še sporočilo Društvo za srečno življenje Belis. Ni društvo v javnem interesu, niti ni nevladna organizacija, ki bi se financirala iz proračuna, temveč je društvo, ki skrbi za člane skladno z 9. členom statuta društva. Člani društva spodbujajo delovanje društva po lastnih zmožnostih in močeh za to, da društvo nemoteno deluje in s tem uresničuje poslanstvo, zaradi katerega se združujemo. Hvala vsem vam. Hvala vsem članom Društva za srečno življenje Belis. Vsakomor, ki je v preteklosti že ali bo na kakršenkoli način spodbudil naše skupne napore za uresničevanje skupnega interesa, ki deluje v smeri izboljšanja družbe kot celote, se v imenu Društva za srečno življenje Belis srčno zahvaljujem. Ob koncu pa še hvala za vašo pozornost. In da ponovim naš krona člen se pravi 10. alineja 9. člena iz statuta. Društvo Belis sprejema za pravilne le tiste družbene zakone, ki so v skladu z naravnimi zakoni in z matematično logiko.
S tem bi se vam zahvalil za vašo pozornost in bomo naredili 10 minut pavzice, potem na koncu pa bo še Eveljana povedala, zakaj je dobra velika noč, zakaj je dobro vstajenje in zakaj je tudi prav, da vstanemo. Ok, se vidimo čez 10 minut. Hvala lepa.